Živijo nov teden in tukaj je novo vprašanje iz predavanja najstnik je 11.nič. Sicer eden od staršev je vprašal, otrok se prilagaja družbi in ne razmišlja samostojno. Nima svojega ne, kaj narediti. Najprej ga je treba razumeti in sprejeti. Da prvič ni z njemu nič narobe. Samo uči se živeti. In ko se ljudje učimo živeti, tako da se nam nekaj zgodi, pa se pa odločimo, da to ni dobro in pol ne več živimo, ampak preživljamo. Večina nas odraslih in najstnikov preživlja life. Ker v enem momentu, ko je on odraščal, ta otrok, je nekomu rekel ne. In ta oseba ga je ali zapustila, ali nadrla, ali ga odrinila stran, ali ga je začela ignorirati. Nekaj slabega se je zgodilo. In takrat se je odločil, če rečem ne, se zgodi nekaj slabega, bolj da ne rečem. In zato ne reče ne, ne zato, ker ne bi znal reči ne, vsi znamo reči ne, ne, od tam prihaja. In dokler ne razumete in sprejmete, od kje prihaja, je težko kaj narediti. Vse, kar boste naredili, ga boste hoteli popraviti, kaj da je avto, pač zdaj tam pušča cev in zdaj bomo zapenali cev in bo boljše. Ja, ne bo. Prav, če ga pa razumete, iz kje to prihaja, se lahko z njemu pa pogovorite, a se spomniš, kaj si bil mlajši, pri teh letih se je tu pa tu zgodilo, a ni od takrat naprej tvoj life drugače? Pa res, kaj si se pa takrat odločil? Ja, da če rečem ne, okej. A pa misliš, da bo res kaj toliko slabega, če boš rekel? A veš, da ker rečeš ne drugim, rečeš ja sebi ponavadi. In obratno, ker rečeš ja drugim, rečeš ne sebi. Kakšne so pa posledice za tebe? Ja, ker nikoli ne rečem ne, pol delam stvari, ki mi niso všeč, niso kul, slabo se počutim, ali škodim se, pa ostalim. Seveda v drugih besedah bo tu povedal, ampak nekje je pač to. Ja, in pol ga vprašamo, ti je to okej? Ti je vredno tako nadaljevati? Ja, ne. Sam je pa ful strah, da če bom pa rekel ne, bom pa zgubil. Okej, sam veš, koga pa ne boš zgubil? Mene, očija, tvojih bratov pa sester, pa dedja, pa babi. Pa ta pravih prijateljev tudi ne. Pa mogoče bi rekel, ja, mami, zadnjič sem ti rekel, ne bom naredil, pa si me nadrla. Ja, okej. Ne, zdaj tu tle not pripeljati, ker veš, da smo se zmenili, da bo to narejeno in ne moreš kar dogovoru reči ne. Lahko pa rečeš ne nekim prošnjam, kjer veš, da boš škodil sebi ali pa ostalim, ker ti ni kul tega početi ali pa kakorkoli. O tem se pogovarjava, ne, ker otroci znajo biti prefrigani po domače. Tako da, taki pogovori so potrebni, okej? Ker boste enkrat tam v njegovem svetu razumeli, ste zmagali, pa boste najdeli rešitve in ker bo videl, da vas ne bo zgubil in te pravih prijatelj tudi ne, je to. Zaupanje treba zgraditi, poste pa zmagali v odnosu z otrokom in ta otrok je zmagal v življenju. Ali pa saj manjšo zmago je dosegel, da mu bo lažje v življenju. Evo, da smo malo bolj realni. Kakorkoli, to je to glede tega vprašanja za ta teden. Rad vas imam.